Herzlich willkommen. Dobrodošli. Na posnetku si lahko ogledate trenutne razmere na Mokrinah, na smučišču Mokrine ali Nassfeld po nemško. Slika, ki smo jo prej pokazali, predstavlja snežne razmere pred 4 dnevi. Trenutno je na Mokrinah 40 cm snega, pravkar pa tudi sneži, kot lahko vidimo na aktualnem posnetku. Ob koncu tedna pričakujemo ponovne snežne padavine, pričakovanih je nekje 40 do 50 cm snega, tako da je pravzaprav za uradni začetek sezone naslednjo sredo, 7. decembra, pravzaprav vse pripravljeno. Torej, na začetku bi se vsem zahvalil za vaš čas, ki ste si ga vzeli za današnje srečanje. Vsi vemo, da sta čas in zdravje najpomembnejši vrednoti, tako da res cenimo, da ste si vzeli čas, da vam predstavimo ponudbo in kaj se bo dogajalo to zimo na smučišču Mokrine. Ja, Nassfeld. Wir haben uns ja heute Torej, kot smo se pogovarjali z nekaterimi od vas, že pred samim začetkom, sem dobil občutek, da vas že veliko pozna smučišče oziroma območje, tako po zimi kot poleti ste ga nekateri že obiskali. Gre za največje avstrijsko-koroško smučišče, ki ponuja 110 km smučarskih prog, 30 žičniških naprav in 40 ekstra oziroma izjemno širokih prog. Vse od teh naštetih bodo letos na razpolago gostom. Ja, und wie man auf den Bildern schon gesehen hat, ist ja Nassfeld. Smučišče Mokrine so znane po svoji mikroklimi, ki zagotavlja garancijo, v bistvu zagotovljenost s snegom. Če pa slučajno pride zima, ko je nekaj manj snežnih padavin, z 460 snežnimi topovi zagotavljamo popolno zasneženost vseh prog na smučišču. Sicer povprečno na zimo zapade od 7 do 8 metrov snega. To so podatki Avstrijskega zavoda za geologijo, ki statistično spremlja količine zapadlega snega vsako zimo. Seveda, klimatske spremembe so tudi pri nas opravile svoje, oziroma smo zato zagotovili takšno število snežnih topov, ki pa so trenutno prav vsi obratujejo, proizvajajo sneg, tako da zagotovimo odlične razmere že za naslednji teden. Und was das Besondere auch ist, so wie Sie es ja auch aus den Julischen Alpen kennen, wir sind ja Nachbarn auch von den Gebirgen. Izpostavil bi odlično kombinacijo zagotovljenosti snega in pa sončnih ur na leto. Po statističnih podatkih prej omenjenega zavoda naj bi bilo na Nassfeldu okrog 100 sončnih ur več, kot jih imajo območja severno od Alp, torej v primerjavi z deželo Salzburg, Tirolsko, Avstrijsko-Štajersko. Tudi razgledi so prekrasni z našega smučišča, vidimo tudi do vaših Julijskih Alp, vse do Triglava. Torej, kaj nas razlikuje od drugih smučišč v naši okolici? Vsekakor naša pestra in pisana paleta na področju ponudbe zabave in razvedrila na samih progah. Omenil bi na primer progo, kjer smučarja sproti posname kamera in si lahko kasneje zvečer preko telefona ali na internetu ogleda posnetek.
kako je odsmučal to progo. Na voljo je tudi paralelna proga, paralelni slalom. Potem letos imamo dve novi zabavni progi, tako rekoč, ki so namenjeni otrokom in mladim. To sta The Wave, kot proga z valovi in z veliko ovirami, in pa The Snake. Imamo tudi snežni park, Nassfeld-Garnkrofel, kjer je prav tako veliko ovir in možnosti izvajanja trikov za smučarje, ki si želijo nekaj več izziva. Ponujamo tudi freeride območja, to gre za območja izven urejenih prog. Če se spomnimo, ko smo bili mladi, je prav vsak želel smučati izven smučišč, da je bil malo večji izziv, bolj zabavno. To smo sedaj uredili pravzaprav znotraj smučišča in vključili v našo ponudbo. Tako da ponudba razvedrila zabave za smučarje pri nas je zelo pestra. Za goste, ki si želijo še drugih doživeti, torej ne samo smučanja, ponujamo več kot 90 km tekaških prog, višinske proge, biatlon, prav za vsakogar. Na voljo je več kot 55 km zimskih pohodniških poti, možnosti za krpljanje. Prav tako se lahko preizkusite v drsanju na zelo znanih naravnih ledenih površinah, to sta jezeri Weißensee ali Belo jezero po slovensko in pa Presegazee ali Presežko jezero. Zelo velik pomen dajemo tudi lokalni kulinariki na območju. Območje je značilno potem oziroma posebno prav zato, ker združuje tri dežele, torej Italijo, Avstrijo in Slovenijo, kar se odraža tudi v sami ponudbi kulinarike v vseh gorskih kočah. Posebnost je tudi to, da je nekaj prog na našem smučišču tudi na območju Italije, kar pomeni, da smučarji lahko v bistvu s smučami obiščejo kočo na italijanskem delu in recimo naročijo italijanske jedi v tistih kočah. Und gerade wer so viel Abwechslung sucht, Skifahren, aber dann auch einmal abseits der Piste was zu machen, da haben wir heuer eine gute Gelegenheit. Ich habe ja gehört, es sind die slowenischen Schulferien. Dobra novica za letošnjo zimo je tudi to, kar sem pred samim začetkom današnjega dogodka izvedel, je, da so slovenske šolske počitnice letos prestavljene z konca februarja na konec januarja, kar je lahko zelo pozitivno za družinske proračune, saj je takrat so pri nas veljajo izven oziroma medsezonske cene smučarskih vozovnic, kar je vsekako razveseljiva novica. Auch wenn wir gemeinsam ja gerade in den letzten Wintern, vor allem im vorletzten Winter ja eine eher schwierige Zeit durchgemacht haben. Wir in Österreich konnten in unseren Skigebieten Skifahren. Gäste durften wir keine beherbergen im vorletzten Winter. Ihr durftet nicht zu uns kommen. Hat uns natürlich auch finanziell getroffen. Čeprav so za nami dve težki sezoni v smislu omejitev zaradi koronavirusa, tudi v finančnem smislu, vendar naša družba je kljub temu investirala v obnovo in izboljšavo, predvsem obnovo hotelov in pa nastanitev oziroma stanovanj za osebje. Obnovljeni so bili hotel Gartnerkofel, Falksteiner, Sonnenalpe, Zamalhof, če naštejem samo nekaj od teh. V luči trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti je smučišče moderniziralo in prilagodilo mehansko zasneževanje. Zamenjali oziroma nabavili smo teptalce snega najmodernejših, torej najnovejših generacij, vse s ciljem znižati stroške energije oziroma porabo energije. Omenil bi tudi enkratno smučarsko vozovnico, ki je narejena iz 100% eko papirja, torej eko vozovnica. Kasneje bomo še več povedali o teh energetsko učinkovitih ukrepih, ki smo jih izvedli za to sezono.
Če povzamem, je bilo skupaj investiranih 13,5 milijona evrov v izboljšanje kakovosti in energetsko učinkovitost naprav na samem smučišču. Wie vorher schon gesagt, wir starten am kommenden Mittwoch. Am Donnerstag ist Feiertag in Österreich, also wir haben ein verlängertes Wochenende. Kommenden Mittwoch starten wir in die Skisaison. Torej, kot sem že omenil, sezono bomo uradno odprli naslednjo sredo, 7. decembra. V četrtek, 8. decembra, je v Avstriji praznik, tako da bomo imeli pri nas tako rekoč podaljšan vikend. Veljale bodo znižane cene smučarskih vozovnic. Uradni začetek bo trajal kar nekaj dni. V soboto bo potekal, bo sezono odprla zelo znana avstrijska pevka popularne glasbe Melissa Naschenweng, ki je že večkrat nastopila tudi z znano nemško pevko Heleno Fischer. Omenil bi, da smo prodali že več kot 3000 vstopnic za ta koncert. Vsekakor ponujamo različne pakete, kjer lahko v enem paketu dobite tako smučarsko vozovnico kot vstopnico za koncert, tako da se obeta vikend zabave in razvedrila kot uvod v smučarsko sezono. Torej, koncert oziroma dogodek, ki sem ga omenil, je poseben predvsem zato, ker bo letos prvič potekal kot zeleni dogodek, zelena prireditev oziroma green event. Lansko leto smo bili izbrani v Avstriji kot najbolj trajnostna regija. Vse s ciljem, ker želimo tudi našim pravnukom omogočiti lep svet, ohranjati okolje in znižati izpuste CO2. V strategiji smo si zadali cilj, da do leta 2030 samo smučišče zmanjša izpuste za 50%. Zdaj, kako uresničujemo ta trajnostni koncept, za katerega smo se odločili in zaradi česar smo bili izbrani kot ponudniki zelenih dogodkov. Najprej sam prihod na dogodek, zagotavljamo brezplačen javni prevoz, če imate s seboj smučarsko vozovnico ali vstopnico za koncert. Vozili bodo regionalni avtobusi in pa avstrijske železnice. Potem vse naprave, vse žičnice bodo obratovale na 100% zeleno elektriko. Kar se tiče ohranjanja virov, bodo v gostinskih objektih na voljo lončki za večkratno uporabo, prav tako plastenke za večkratno uporabo. Izognili se bomo uporabi plastičnih krožnikov in pribora. Prav tako smo vzpostavili sistem za ločevanje odpadkov. Vse to, prav tako bo tudi dostop za vse morda gibalno ovirane na celotnem smučišču neoviran, do koč, do restavracij in tako. In vsi ti ukrepi, ki sem jih naštel, v bistvu so nam upravičili to, da so nas izbrali za ponudnika, za certificiranega ponudnika zelenih dogodkov. Schauen wir auch, was unser Mitbewerb tut im Bereich nachhaltige Entwicklung einer Region. Stalno tudi spremljamo, kaj počnejo konkurenčna smučišča v luči trajnostnega razvoja. Vsekakor lahko rečem, da kar spremljamo slovenske ponudnike, slovenska smučišča so vsekakor lahko za zgled v tem smislu. Ja, was haben wir dann noch? Eine Woche später gibt es ein großes Opening aus der Tschechoslowakei, also aus Tschechien, wo rund 600 Skifahrer aus Tschechien zu uns kommen und hier ein Opening feiern. Also es ist auch im Dezember immer wieder etwas los. Was gibt es für Besonderheiten auch noch am Nassfeld? Wir haben die Nassfeld Buddies. Auf unseren Pisten, also an manchen Tagen, kann man denen begegnen. Da geht es einfach darum, unseren Skifahrer. Že tradicionalni.
Novost na našem smučišču so tudi tako imenovani buddies, kot neki prijatelji Nassfelda, ki imajo svoje tipične zimska oblačila, lahko jih srečate na samem smučišču na določene dni. Kaj oni počnejo, v bistvu pomagajo gostom pri kakršnih koli vprašanjih, nudijo pomoč, zahvalijo se gostom, da so prišli in pa presenečajo z drobnimi darilčki. Torej, te piškotki sreče, ki jih delijo naši prijatelji smučišča, te buddy, kot sem omenil, v teh piškotkih se skrivajo tudi drobne nagrade in sicer lahko zadanete recimo počitnice na Mokrinah, vključno z smučarsko vozovnico, potem kupone za pijačo ali pa tudi kupone za servis smuči, ob čemer bi omenil, da naše smučišče nudi najhitrejši servis smuči v Evropi. Prav na vrhu smučišča je ta smučarski servis, ki je predvsem pomemben sedaj na začetku sezone in v 10 minutah vam odlično pripravijo smuči, kar je pomembno tako za vašo varnost kot za varnost drugih smučarjev na smučišču. In ta servis je vključen v decembru v dnevno smučarsko vozovnico, ki jo kupite. Torej, med temi drobnimi nagradami, ki jih lahko zadanete, so med drugim sončna očala, zelo potrebna na smučišču, ali pa ta balzam za ustnice, ki sem jih nekaj prinesel tudi s seboj. It's up to you. Ja, torej balzam za ustnice kot primeren kot kis oziroma balzam za poljubljene, lahko tudi zamenjamo vrstni red, najprej smučanje in potem. Was haben wir in Ker vemo, da je za smučanje običajno treba zelo globoko seči v žep, smo tudi iz cenovnega vidika prilagodili ponudbo predvsem za otroke in imamo na voljo določene akcije. Konkretno ob sobotah dnevna otroška vozovnica stane 10 evrov. Ukolikor slučajno otroci nimajo svojih smuči, si jih lahko izposodijo na smučišču za ceno 1 evro na dan. Posebna akcija velja tudi na predbožični dan 24. decembra, ko otroci bodo lahko smučali brezplačno. Sicer pa v splošnem velja, da imajo otroci vsak dan 50% popust in pa mladina 20% popust na smučarske vozovnice. Dann haben wir auch eine Aktion für die Urlauberfamilien. Wir laden Kinder bis 10 Jahre. Poleg teh ponudb za otroke smo pripravili posebne pakete in pavšalne ponudbe za družine. Velja za otroke do 10. leta starosti, ki v sobi starši lahko 7 dni bivajo brezplačno. Vključena je tudi 6-dnevna smučarska vozovnica za njih. Če si želijo še izposoditi smučarsko opremo, pride to 32 evrov na dan na ta otroški paket. Sicer pa ta ponudba velja v časovnih obdobjih, ki so navedena na ti prosojnici. En paket, ki bi ga predstavil, in sicer za polpenzion za 2 odrasla plus 1 otrok za 1 teden, otrok torej star do 10 let, ja, cena od 1435 evrov naprej, kar je v primerjavi z drugimi smučišči relativno ugodna ponudba za tedensko smučanje. Omenil bi še 3 druga družinska smučišča v naši regiji, torej v naši bližini. Prvo od njih je smučišče Vajsprija oziroma Višprije po slovensko. Oni nudijo posebno akcijo Ski for Free, kjer otroci smučajo brezplačno od prve nočitve. To smučišče je približno 10 minut vožnje oddaljeno od Mokrin. Potem naslednje recimo družinsko smučišče Koče Muta, kjer imajo prav tako akcijo otroške vozovnice po 6 evrov na dan za goste partnerskih podjetij.
In pa tretje družinsko smučišče Vajstensee, Belo jezero, blizu bližini že prej omenjenega jezera, ki ima v mesecu januarju prav posebno ponudbo za družine oziroma za otroke, in sicer je cena 199 € za 6 dni, vključuje pa smučarsko opremo, vozovnico, drsalke, smučarski tečaj, tečaj drsanja in zdrav obrok. Z vso to ponudbo želimo skupaj s temi drugimi alternativnimi smučišči sporočiti družinam, da jim prihajamo naproti v smislu finančnega zalogaja, ki je potreben za smučanje. Und etwas, was Sie vielleicht nicht interessiert, ich erzähle es Ihnen trotzdem, was ist mit den Skipasspreisen? Die Skipasspreise in unserem Skigebiet sind zwischen 5 und 7% erhöht worden. Če se na kratko dotaknemo samih cen smučarskih vozovnic, bi omenil, da so se cene le-teh letos pri nas zvišale od 5 do 7% na račun inflacije in stroškov energije. S tem povišanjem omenjenih stroškov sicer ne pokrijemo, vendar smo na relativno skromen način začeli reševati draginjo. Torej, same cene smučarskih vozovnic, kot je že navedeno na prosojnici, 3-urna smuka stane 44,50 €, enodnevna smuka izven sezone od 52,50 €, medtem ko je v glavni sezoni cena smučarske vozovnice enodnevne 56,50 €, cena 6-dnevne smuke 271 €. Kot sem že omenil, imajo otroci 50% popust. Še enkrat pa bi poudaril, da smo v primerjavi z primerljivimi, po velikosti primerljivimi smučišči v naši regiji oziroma v Avstriji, torej ne gre za smučišča s 3-4 napravami, ampak za smučišča z toliko žičnicami, kot jih imamo mi na Salzburškem, na Tirolskem, smo do 10 € ugodnejši pri cenah vozovnic na dan. Also das sind diese ganzen Preisbeispiele, die wir Ihnen genannt haben, mit den Vorteilen für Kinder, mit dieser moderaten Preiserhöhung, ist einfach auch ein Zeichen, dass wir, wenn es schwieriger ist für die Menschen, ihre Lebenshaltungskosten zu bestreiten, dass wir auch Partner dieser Skifahrer sind und deshalb auch entgegenkommen. Dass wir eine besondere Kooperation auch für die slowenischen Gäste haben. Wir haben ja die schon bekannte Kooperation mit Skipass Travel, mit dem Büro in... Za slovenske goste ponujamo veliko ugodnosti. Že leta sodelujemo s slovenskim Skipass Travel, ki imajo pisarno v Kranjski Gori, kjer lahko pogosto zelo ugodno kupite smučarske vozovnice za naše smučišče. Imamo zelo ugodne ponudbe za 6-dnevne pakete za slovenske goste in pa, če omenim posebno ponudbo za 7. januar, ko bo dnevna vozovnica, če jo kupite na Skipass Travel, stala 39,50 € za odrasle in pa 20 € za otroke. Kot sem že omenil, je smučišče zelo trajnostno naravnano, vsekakor se zavedamo okoljske in družbene odgovornosti v tem trenutku in v luči tega lahko povem, da 100% energije, ki je potrebna za žičniške naprave in za sneževalne sisteme, prihaja iz zelene elektrike. Ustanovili smo tudi energetske skupnosti, tako imenovane energetske skupnosti, s katerimi skupaj razvijamo ukrepe, kako bi zmanjšali energetske potrebe smučišča oziroma smučišč na splošno. Potem vzpostavili smo zelo učinkovit sistem smučarskih avtobusov, s katerim prihranimo 320 ton CO2 ali primerljivo 2 milijona avtomobilskih kilometrov na leto. Vzpostavili smo tudi spletno trgovino z vozovnicami, kjer si lahko svojo smučarsko vozovnico enostavno naložite preko interneta. Ja, und zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch natürlich die Beschäftigung der Leute der Region. Wir haben
bei den Bergbahnen alleine rund 180 Mitarbeiter, die fast zu 100% aus der Region kommen. Und es ist ja auch bei Ihnen in den Medien immer gekommen, ja, wir müssen zu Hause Energie sparen. Še nekaj besed o okoljski in družbeni odgovornosti smučišča. Skoraj 100% žičničarjev, ki delajo na naših žičniških napravah, prihaja iz naše regije. Od tega je 70% celoletnih zaposlitev. Vsekakor bi omenil pomembno povezavo ljudi, ki živijo v tej regiji in ki so neposredno ali posredno povezani z zimskim turizmom. Izračunali smo, da približno 1300 družin v naši regiji živi in dela v povezavi z zimskim turizmom, torej velik pomen. Kaj bi se zgodilo, če bi se smučišče zaprlo, se lahko samo vprašamo, kaj bi se te družine izselile. To je za nas še posebej pomemben aspekt, da pač gledamo tudi na to družbeno odgovornost. Glede same energetske učinkovitosti in okoljske naravnanosti moramo omeniti, da smo že uspeli za 20% zmanjšati potrebe energije za žičniške naprave in obenem povečati za 20% učinkovitost samih sistemov. Konkreten podatek, ki smo ga izračunali, je skupna poraba električne energije na smučarja na našem smučišču 18 kWh na dan. Samo za primerjavo, če bi nekdo letel na Majorko, bi porabil s tem letom toliko energije, toliko kWh, kot bi jih na našem smučišču bilo za 105 smučarskih dni. Tako za ponazoritev. 18 kWh ali 105 smučarskih dni z letom na Majorko. Ja, zum Abschluss unserer Präsentation darf ich Ihnen noch unsere Winterveranstaltung in Nassfeld präsentieren. Torej, če predstavim še nekaj vrhuncev samih dogodkov na našem smučišču v letošnji sezoni, kot smo že omenili, se vse skupaj začne z zimskim koncertom avstrijske pevke Melisse Naschenweng. Za ta koncert smo prodali že omenjenih več kot 3000 vstopnic. To bo zimski koncert v gorah, s katerim odpiramo sezono. V nadaljevanju sledi še veliko drugih dogodkov, torej bo vsak gost, vsak smučar lahko našel kaj za svoj okus. Eden od vrhuncev je 28. januarja. In sicer bo potekal gorski nočni sprint in pa snežno kolesarjanje. Gre za spust downhill s temi snežnimi gorskimi kolesi, s posebej širokimi kolesi. Potem v februarju, navedena 2 datuma, bo potekala koroška Shred Tour. Gre za različna tekmovanja na teh zabavnih progah za smučarske in deskarske trike, predstavitve le-teh in pa tudi možnost učenja različnih trikov. In pa v okviru pomladanske smuke in ponudbe Music Meets Sun, ki poteka od 11. marca do 10. aprila. V okviru te pomladanske smuke imamo vsak konec tedna na drugi lokaciji. Bo potekala glasba v živo, bodo predvajali in različne zaključne zabave ob koncu sezone. Po 2 letih premora zaradi korone se vsekakor veselimo letošnjega največjega dogodka v športu na ledu na svetu. In sicer bo potekal med 21. januarjem in 4. februarjem. Kje se bo vse to dogajalo? Na velikem naravnem drsališču na Belem jezeru ali Weissensee. Vsako leto pride okrog 5000 udeležencev. V teh 2 tednih se bo zvrstilo 9 tekmovanj na različne dolžine v drsanju. Prav tako pa bo na voljo drsanje za vsakogar ob torkih in petkih. Okay, dann noch ganz kurz, wie schon erwähnt, kot sem že prej omenil, eden od vrhuncev dogodkov, gorski nočni sprint na Mokrinah, pri čemer se lahko odločite za peš
navkreber približno 400 višinskih metrov ali pa s turnimi smučami, potem spust pa bo z gorskimi snežnimi kolesi. Vse to bo potekalo 28. januarja od 18. ure dalje. Še par besed o koroški šred turneji, če jo tako prevedemo. Gre za dogodek, ki bo potekal 11. in 12. februarja. Kot sem že omenil, bo to tekmovanje v različnih freestyle tehnikah, zabavnih tekmah na naših progah, ki obljubljajo veliko zabave in razvedrila za smučarje, ki si želijo trikov. Und den Abschluss unserer Veranstaltungen am Torej, v Nassfeld. okviru pomladanske smuke, ki sem jo že omenil, bo potekalo 5 različnih dogodkov pod naslovom Music Meets Sun na že omenjenih 5 različnih lokacijah. Vrteli bodo glasbo 70., 80., 90. let, prav tako aktualne hite z nastopi DJ-jev v živo. To bo potekalo vsak konec tedna do velikonočnega ponedeljka. S temi dogodki in zabavami se želimo zahvaliti zvestim in navdušenim smučarjem za uspešno sezono in za obisk. Ja, und mit diesem Ausblick zum Sonnenskilauf dürfen wir auch unsere Präsentation jetzt einmal beenden. Wir haben versucht, Ihnen einen Überblick zu geben. Torej, s tem želiva zaključiti današnjo predstavitev. Kot ste videli, sva želela narediti en tak pregled ponudb, paketov, ki jih ponujamo, prireditev, dogodkov, ki se bodo zvrstili na našem smučišču. Poleg tega pa tudi ukrepov v smislu trajnostnega turizma. Sedaj pa, če je morda ostalo kakšno nerazjasnjeno vprašanje ali kaj, česar morda nisva razjasnila, sva z veseljem na voljo.